V mesecu aprilu so bili nosilci kmetijskih gospodarstev v občini Medvode povabljeni k sodelovanju pri projektu Lokalno je zdravo in odzvalo se je 14 pridelovalcev in predelovalcev, ki si želijo sodelovati v sistemu trajnostne oskrbe šol z lokalnimi živili. Namen je organizacija kratke dobavne verige za lokalne pridelke in izdelke ter vzpostaviti pogoje za nove prodajne poti. Pri projektu sodeluje zadruga Jarina, ki se že od leta 2004 ukvarja z neprofitno lokalno oskrbo in s pomočjo pri vzpostavitvi lokalnega oskrbovanja. To je naše poslanstvo in na tem področju delujemo že 16. leto, saj verjamemo, da je izredno pomembno, da se prebudi to lokalno okolje slovensko, ki ima zdravo zemljo, zdrave temeljne in da se zaveda svojih lastnih potencialov in se samo organizira. In pri tem mi lahko tudi pomagamo in znamo. V krajih vzhodno od Ljubljane so že vzpostavili mrežo dobaviteljev oziroma pridelovalcev in na drugi strani potrošnikov, to so javne šole in vrtci. S sodelovanjem so vsi izjemno zadovoljni in podoben model si želijo vpeljati tudi v Medvodah s podporo občine. Pri tem je gonilna sila projekta in glavni koordinator Žiga Kršinar, ki je že sicer eden vodilnih ekoloških kmetovalcev na tem področju. Jaz osebno iščem vedno lokalne obrtnike v svojem domačem kraju, če ga tam ne najdem, grem drugam. In razmišljam tako, če bi vsi počeli isto prehrani, kmetje sploh ne bi imeli težave s prodajo. Imeli bi težavo, ker ne bi mogli toliko predelati, kot bi lahko prodala. A vsak začetek je težak. Najprej so se lotili preverjanja interesa pridelovalcev in seveda njihove zmožnosti za pridelavo, da bi zadostili potrebam šol in vrtcev. Projekt lokalne samooskrbe je potrebno torej skrbno načrtovati, podati smernice in ga voditi tako, da ne pride do prekinitev oskrbovalne verige. Zahteven zalogaj je torej pred njimi. Pa jaz ne vidim ovir. Ne, jaz vidim rešitve. Meni se zdi to čisto enostavno. Dogovorili smo se, da bomo obiskali vse te kmete, kateri so se prijavili. Jaz bom tudi šel zraven, zaradi tega, ker večino njih skoraj da osebno poznam. Poznam problematiko medvoškega kmetijstva, nas hribovskih kmetov in tistih v ravnini in bomo probali potegniti neke smernice in za vsega kmeta narediti tisto, kar je zanj najboljše. Se pravi, da bo prideloval tisto, k čemer je dober in v bistvu zadostiti vsem, kako bi rekel, temu kulturam. Da bi čim več, kar se v Medvodah pridela, oziroma se še ne prideluje, ker veliko kmetov bi tudi kaj sadili, pa ne upajo, ker ne vejo, ali bojo prodali ali ne, da bi potem te izdelke plasirali vse. Najprej v šole, vrtce, potem pa že so nove ideje naprej, kako kakšno tako lepo lokalno tržnico medvoških izdelkov, pridelkov, hrane. In katere bodo največje ovire pri izpeljavi projekta lokalne samooskrbe v občini Medvode? Veliko je pogojeno tudi z naravnimi danostmi. To območje je zelo prisotno živinoreja. Šole, vrtci pa imajo velike potrebe po sadju in zelenjavi. In to vemo, da tukaj ni prisotno v velikih enormnih količinah, vendar kot se pogovarjamo z nekim pravilnim pristopom, v bistvu informacije o potrebah teh 4 šol in vrtcev se lahko tudi gre v postopoma ali preusmeritev ali delček namenjeno tudi tovrstnim potrebam šol in vrtcev. Kdaj bi torej lahko medvoške osnovne šole in vrtce oskrbovali lokalni kmetje? Jaz mislim, da bi bilo to realno že izvesti za novo šolsko leto. Ampak se vemo, za določene stvari. Določene stvari vemo, da je treba jesti sezonsko hrano, sam to zagovarjam. In jeseni lahko naši otroci v vrtcih in šolah že jejo kislo zelje, kislo repo, krompir, take stvari, katere so v zimskem času aktualne. Potem v tistih poletnih časih oziroma spomladanskih pa potem predvidevam, da že v 2022 lahko zagotovimo iz strani medvoških kmetov veliko zelenjave, sadja, tako da mislim, da je kar dela dovolj, ampak sem pozitivno naravnan. Še prej bo seveda lokalna skupnost morala spoznati prednosti domače hrane in zato se proces lokalne samooskrbe ne začne z direktno ponudbo, ampak širjenjem informacij. Tudi s pomočjo dogodkov, kot je bilo srečanje z Antonom Komatom o pomenu prehranske suverenosti. Tokrat nas je podučil, da je glavni problem ljudi v tem, da nimamo dovolj informacij o tem, katera hrana je zares zdrava. Mi smo imeli vse te verige supermarketov, ko so zrasli po
osamosvojitvi Slovenije, ne, kot nek božji dar, ne, kot nek ta svetišča potrošništva, te katedrale potrošništva. Ne. Ob tem smo pozabili, ne, ob tem naslajanju nad ponujenim količinami in izbiro, ne, smo pozabili, da je ta hrana mrtva hrana, ne, da tisto, kar človeka podpira v njegovem zdravju, ne, da je to lokalno pridelana, živa, sezonska hrana, ki nas skozi letne čase spremlja. Recimo pomlad, poletje, jesen, zima. Naši predniki so živeli stoletja, tisočletja v tem ritmu narave in so se hranili s tistim, kar je narava tisti čas dala. Jasno, da so tudi pridelavali svoje rastline na svojih kmetijskih površinah, na vrtovih in tako naprej, ampak vse je to bilo prilagojeno na ritme narave in mi smo popolnoma prilagojeni na te ritme. Ne. Mi nismo prilagojeni, da jemo ananas decembra, pa jagode februarja in tako naprej, kar nam marketi nudijo. Ne. Pravi, da pozabljamo na rek, naj bo kmet zdravnik, zdravnik učitelj in učitelj kmet. Saj kmet zdravo hrano ohranja zdravje, zdravniki pa bi morali učiti, kako zdravo živeti in ne samo zdraviti. In z učenjem mladega roda o tem, kako se prideluje zdrava hrana, poskrbeti, da se lokalna samooskrba nadaljuje. A danes je ves svet potisnjen v kolesje potrošništva, ki temelji predvsem na oglaševalskih trikih, pogosto tudi na lažeh. Torej, vprašanje, če mi tudi temu verjamemo, če verjamemo, bomo pač to plačevali, ne? Če pa ne verjamemo, se bomo pa najdli vire. Mislim, da Slovenija je ravno tako luškano majhna, da so te razdalje med meščanom in kmetom tako kratke, da je ta lokalna oskrba lahko krasen izlet v enem, ne, pa si napolnimo prtlažnik za čudovito hrano z nekaj evri, ne, ki jih potrošimo, ali pa stojimo zamaskirani v vrsti v supermarketah. Kot štene, stvar odgovora, ampak mislim, da, kot sem rekel, če se zavemo svojega zdravja, pa koliko je ta zdravje odvisno od žive hrane, potem se bomo prav odločili. Izstop iz masovnega potrošništva, ki je v zadnjih 10 letih uničilo kar 16 tisoč malih kmetij, nazaj v zdravo življenje vidi kot rešitev. In zato s svojimi modrostmi skrbi, da ozavešča ljudi o tem, da še vedno drži rek ajurvedske medicine si, kar ješ. In svetuje, naj se držimo Hipokratovega nauka, na katerega pozabljajo tudi zdravniki, naj bo hrana tvoje zdravilo. Prve korake k temu torej začenjamo tudi v Medvoški občini, pri čemer pa bo najprej potrebno povezati vse družbene akterje. Mislim, da je glavni problem Slovenije je ravno to, da nismo povezani. Ne. Torej, po en stran kmetje so pozabili na povezovanje v nek nov tip zadruge, ne tisti preživel, ki danes stagnira. Ne. Torej, zadruga je nobena strahota socializma, pa komunizma, pa stalinizma, ne, ampak četrtina ameriške ekonomije je zadružne, mimogrede. Torej, ta povezava je pomembna, ne, potem pa jasno na drugi strani pa tudi ozaveščanje ljudi, ne, o zdravstvenih tveganjih industrijske hrane, delo z otroki, ne, na šolskih vrtovih, da se obnovi ta stik z naravo, stik z zemljo, ne da otroci zdaj pridelujejo 5 ton solate v šolo ali pa kaj takega, ampak enostavno stik z življenjem. Ne. Glejte, kompjuter je lahko dober pomočnik, ne more pa biti univerzalni vodnik skozi življenje, ne, torej lahko je pomočnik. Če ste predavanje Antona Komata tokrat zamudili, vas lepo vabimo, da mu prisluhnete v četrtek 3. junija ob 18. uri ob Vaškem trgu na Trgu svetega Urha v Smledniku.